Dober večer in lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, na prireditvi Rockerji pojejo pesnike v živo 2012. Rockerji pojejo pesnike je dolgoletni projekt, ki ga izvaja Subkulturni azil Maribor, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo. Gre za glasbeno-založniški projekt, kot tudi za prireditev v živo, na katerem avtorji raznovrstne glasbe izvajajo uglasbeno poezijo slovenskih pesnikov. V 15 letih svoje evolucije, nadgrajevanja in ustvarjalnosti je ta projekt dosegel medijsko prepoznavnost in presegel ustaljene okvirje o glasbeni kulturi pri nas. Poslušalci bodo lahko spoznali slovensko rokovsko in pesniško izraznost, ki jo vodi neustaljiva želja po ustvarjanju. Projekt je sprva deloval kot poskus, danes pa predstavlja prepoznaven kulturno-umetniški motiv Maribora in svojo izvirnostjo navdušuje občinstvo. Današnji večer začenjamo s pesnikom, ki prihaja s Ptuja. Je pesnik, pisatelj, prevajalec in kritik. Študiral je primerjalno književnost in nemščino. Je član uredništva študentske založbe Beletrina. Prav tako je ustanovitelj Dnevov poezije in vina v Medani in prejemnik številnih nagrad. Veronikino nagrado je prejel za delo Kašmir, Petrarkino za mlajše evropske avtorje, nagrado Slovenskega knjižnega sejma pa za pesniški prvenec Šahovnice Ur. Je prejemnik več prestižnih štipendij nemških in ameriških fundacij. Veliko tudi prevaja, predvsem iz nemščine. Njegova poezija je prevedena in objavljena v več kot 200 mednarodnih literarnih revijah in časopisih. Naj vam predstavim Aleša Štegerja, čigar pesem Klobuk bo zapela Katarina Avbar. Literarna komparativistka in kantavtorica Katarina Avbar je na glasbenem prizorišču prisotna od leta 2005, ko je ustvarila glasbo za plesno predstavo Ples ali išče se Lili Marlen, koreografke Rosane Hribar. Sledili so nastopi na festivalu slovenskega šansona leta 2007, na 7. in 8. izdaji festivala kantatorske glasbe Canfest ter na koncertih in kompilaciji Rockerji pojejo pesnike. Katarinina pesem Odkar te ni, v kateri je sodelovala s producentom Aldom Ivančičem, je bila objavljena na kompilaciji Vala 202. Je tudi soavtorica oziroma avtorica besedila in glasbe pesmi Ne reci nič, ki jo je leta 2008 in 2011 na festivalu šansonov La Vie en Rose izvajala Vesna Zornik. Od leta 2009 v okviru gledališča Glej razvija projekt Poslušaj, ki se ukvarja z ustvarjanjem glasbe za gledališče in film. Katarinin prvenec Beležnica je bil posnet v sodelovanju z glasbenikom in producentom Petro Deklevo. Je dokument časa, v katerem živimo, poln refleksij, življenjskih zgodb, začinjen zdravo mero humorja in nekaj tragike. Pesmi zaznamujeta prečiščen in izviren jezikovni izraz ter iskren izpovedni slog, obogaten s preprostimi aranžmaji, ki so delo Dekleve. Pozdravimo Katarino in Petra na kitari, Igor, klobuk in v odsotnosti nečesa. Fin gospod, bil je vedno sit in vsemu kos. Vedel je, zakaj živi, je delal vse noči. Kdo me vodi, kdo uči, kaj naj sploh hočem in želim, se Igor naš vprašal je, ko bankrotiral je. Ko si lačen, ko si bos, ko še na krožniku je noč, vprašaš se, kdo jest ti da, Rdeči križ. Da, ti da, ti da, ti da, ti da.
Igorju je jasno, da od zraka se živeti ne da. Prihodnost je v sedanjosti, Rdeči križ ga zdaj živi. Kam so šle vse rožice, spremenile so se v rožice. Sprej direktor, zdaj berač, ona, oni lač. Nekaj pa je Igor spoznal, čeprav zelo težko bo priznal. Njegov zaveznik črnih dni je Rdeči križ. Da, da, ti da, 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 ti da, 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 ti da, da, ti da. Ni konca črnih dni, Igor še vedno na kredu živi, ko zavod mu je službo dal, križ ga je izdal. Ko si lačen, ko si bos, ko še na krožniku je noč, vprašaš se, kdo jesti da, 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 Rdeči križ. Da, da, ti da, 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 ti da, 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 ti da, da, ti. Hvala. Mislim, da je čas, da gre Igor malo počivati. Kdo biva pod klobukom? Pod klobukom, ki so trije klobuki, trije, ki so Ko se staknejo čela, ko se črno zasučejo krajci, sredi daljne muzike zafrfotata črn trak in pero. Gani, gani, pod katerim čepi malo, malo upanje. Po čigavim raste botov strah, kje je skrito pol sveta. Prva polovica te misli, druga je na strani pozabe, tretja je, tretja sanjari, ostali dve, tri polovice, en klobuk. Nihče ne menja misli, misli pod njim. Menjajo se le glave, tri glave, klobuki trije. Počasi so se
zasukali v dan, odkriješ se. En sam. To pesem sem izbrala zato, ker gremo jutri vsi na volitve. En klobuk, 3 klobuki, na koncu ostane en sam. Sicer sem naglasila še pesem Aleš Tomažiča Bojana, Ali veste. Ampak danes je repertoar omejen, tako da samo klobuk. Stenam rastejo ušesa, sliši se prelet mrčesa, je že tako. Ne marajo slovesa, ne, stene ne marajo slovesa, od sebe tujega očesa, preplet njegovega telesa, je že tako. Ne prenesejo slovesa, ne. Ne prenesejo slovesa, ne. Potovanje iz preteklosti se odvija spet in spet. Labirintu že tako. Ne marajo slovesa, ne, ljudje ne marajo slovesa, na veji starega drevesa, ptica brez enega peresa, je že tako. Ptice ne marajo slovesa, ne.
Nino Flisar je pesnik, prevajalec, performer, urednik založbe Pivec in umetniški aktivist iz Maribora. Je tudi soorganizator pesniškega turnirja, ki poteka že od leta 2001. Znan je tudi po svojih performansih, ki vključujejo avtorsko glasbo, animacijo, video in umetniška dela. Ti performansi so nastali konec 90-ih let, ko so klasični literarni večeri postali vse bolj dolgočasni in so se mlajši pesniki odločili poezijo povezati še z drugimi umetnostmi. Sodeloval je tudi pri samem snovanju projekta Rockerji pojejo pesnike, bil član programskega odbora festivala Slovenski dnevi knjige ter kot urednik sodeloval pri neodvisni založbi Subkulturnega azila. Za današnji večer je skupina Adam v glasbene note pretopila njegovo pesem Tekoči kristali. Skupina Adam so leta 2010 izdali prvenec z naslovom Alfa v okviru promocijske turneje z imenom Alfa turneja. Odigrali so okrog 60 nastopov po vseh pomembnejših klubih in festivalih. Adam sestavljajo Gregor Jakac, Anej Kočevar, Damir Lisica in Peter Dekleva. Vsi so aktivni tudi v drugih bolj ali manj opaznih zasedbah, kot so Srečna mladina, Gušti, Polona Kasal, Ana Vrin, Katarina Aubar in drugimi. Pri snemanju pesmi Tekoči kristali za projekt Rockerji pojejo pesnike je sodeloval tudi avtor besedila, pesnik Nino Flisar. Adam skupina, lepo jih pozdravimo, Alfa in pa Tekoči kristali.
Nino Flisar, pesnik. Hvala. Evo, sledi še en avtorski komad po naslovu Alfa kot prvenec. Izvoli. Hvala lepa, Adam. Peter Dekleva, Gregor Jakac,
Anej Kočevar, jaz sem Damir Lisica. Adam, hvala.
Hvala. Hladne oči.